Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sta v sklopu strokovnega dogodka Sozvočje teorije in prakse na področju naglušnosti in gluhote organizirali mednarodno konferenco o naglušnosti z naslovom Slišim, a ne razumem. Konferenca je bila namenjena gluhim in naglušnim posameznikom, strokovnim delavcem, učiteljem, vzgojiteljem ter drugim praktikom, prav tako pa tudi študentom študijskega programa logopedije in surdopedagogike ter raziskovalcem z tega področja. Sodelovanje Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Pedagoške fakultete, Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazalo, kako pomembno je poznavanje delovanja vseh, saj vsak na svojem področju vlaga maksimalno v dobrobit oseb z izgubo sluha. Namen konference je bil povezovalni in edukacijski. Vsebina se je dotikala predvsem pomena zgodnje obravnave oseb z izgubo sluha, še posebej odrasle populacije, pa tudi možnosti učinkovitega preprečevanja izgube sluha ter vplivov, ki jih ima izguba sluha na posameznika. Datum konference 21. april je bil časovno umeščen med več mednarodnih dni opozarjajočih na pomen sluha in tudi govora, ki je v neposredni povezavi s sluhom. 3. marec je Svetovna zdravstvena organizacija obeležila kot dan posvečen posebni skrbi za sluh, zato je v svetu zaznamovan kot Mednarodni dan skrbi za sluh. Aprila leta 1999 so brazilski logopedi in surdopedagogi predlagali, da bi se obeleževal dan glasu. Od pobude do priznanja je minilo kar nekaj časa, pa vendarle se je 16. aprila 2013 dan glasu, katerega namen je opozarjanje na pomen glasu kot najpomembnejšega dela človeške komunikacije, mednarodno priznal. Svetovni dan glasu je mednarodni poskus, da skozi edukacijo vplivamo na preprečevanje motenj glasu. Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu pa je bil prvič organiziran v Združenih državah Amerike leta 1995. Namen je bil ozavestiti ljudi o dejstvu, da dolgotrajna izpostavljenost hrupu škodljivo vpliva na zdravje. Ne le na sluh, temveč na celoten organizem. Da se je konferenca kar najbolj približala tudi osebam z izgubo sluha, sta se za poslušanje zagotovili tako pisna podpora kot slušna indukcijska zanka za uporabnike slovenskega znakovnega jezika, pa tudi tolmačenje. Ob tem se je treba zahvaliti številnim sodelavcem v naših ustanovah za uspešno organizacijo te konference ter predvsem podpredsednici zveze Darji Pajk, ki je v to delo vložila veliko prostovoljnih ur, ter vsem ostalim partnerjem, predavateljem in nekaterim dobaviteljem, ki so ne samo finančno podprli organizacijo, temveč svojimi predstavitvami obogatili celotno konferenco. Nova zloženka Zvočno okolje v vrtcih in šolah. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje smo ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu pripravili posebno zloženko, ki nas zelo pomembno ozavešča o prehrupnem okolju, v katerem živimo in ki vse bolj vpliva na poškodbe sluha. Nova zloženka
Kako pogosto poslušaš glasbo in kakšna zvrst glasbe ti je najbolj všeč? Preglasno poslušanje glasbe, poleg starosti, postaja največji razlog za izgubo sluha. Izguba sluha je trajna in neozdravljiva, lahko se jo omili le s tehničnimi oziroma medicinskimi pripomočki. Z namenom, da ob organizirani konferenci opozorimo tudi na to problematiko, smo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izdali zloženko. Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč. Ministrstvo je pristopilo k prenovi pravilnika, ki se močno dotika tudi dostopnosti gluhih in naglušnih do informacij in komunikacij. Strokovna služba zveze je pripravila predloge sprememb in dopolnitev ter sodelovala pri iskanju najboljših rešitev. Končna odločitev je na strani ministrstva ter vlade, ki bo v državni zbor predlagala spremembe tega pravilnika. Pravilnik za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb. Ministrstvo je pristopilo k prenovi pravilnika. Strokovna služba zveze je pripravila spremembe in oblikovala predloge za dopolnitev pravilnika, ob tem pa iskala najboljše rešitve. Kadarkoli se spreminja normativni dokument na državni ravni, s tem seznanimo vsa društva in jih povabimo k sodelovanju. Končna odločitev je na strani ministrstva ter vlade, ki te spremembe predlaga v državni zbor. Poleg priprave številnih pisnih predlogov je za končno uveljavitev sprememb nujno potrebno tudi prepričevanje in argumentiranje podanih sprememb. Še vedno delamo s predstavniki države, ki področja gluhote in naglušnosti ne poznajo tako dobro, zato velikokrat naletim na gluha ušesa. Zakon o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji sta odprta za spremembe. Državni zbor bo obravnaval spremembe teh zakonov. Vsakič, ko se takšni temeljni zakoni odpirajo, se čutijo različni interesi po spreminjanju načina financiranja naših organizacij, zato je treba tovrstne aktivnosti izredno temeljito spremljati ter predvsem odreagirati. To pa zahteva veliko priprav ter preučevanja dokumentacije. Zakon o osebni asistenci. Obžalujemo dejstvo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v državni zbor ni vložilo usklajenega zakona o osebni asistenci, ki ga je pripravilo v sodelovanju z invalidskimi organizacijami že pred leti. Tako po vladnih hodnikih krožijo različni predlogi tega zakona, ki pa niso usklajeni z vsemi invalidskimi organizacijami. Pri prebiranju novih predlogov ugotavljamo, da so vsi ti predlogi slabši kot tisti prvi usklajen zakon, zato smo apelirali na ministrstvo, da se le tega upošteva. Ker ni videti premikov, smo v sklopu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije aktivni pri pisanju novih predlogov. Predstavnik zveze na tem področju je Boris Horvat Tihi. Društvo slovenskih pesnikov in pisateljev prepoznava izdajanje pravljic v slovenski znakovni jezik. Aktivno smo sodelovali na okrogli mizi Društva slovenskih pesnikov in pisateljev ter predstavili številne pravljice, prirejene v znakovni jezik. Tovrstno izdajanje pravljic se ceni in spoštuje kot izredno strokovno in kvalitetno, za kar se zahvaljujemo vsem sodelujočim. Nemogoče je vse našteti.
Od začetka, ki je bil pred 4 leti, vsako leto izdamo vsaj eno knjižno pravljico, vedno več pa jih pripravljamo v video obliki. Vse te pravljice objavimo na spletni strani pod zavihkom Pravljice. Gluhi in naglušni na spletnih omrežjih. Sodelovali smo na zagovoru doktorske disertacije, sedaj že dr. Ines Kožuh, ki je predstavila pomen socialnih omrežij za gluhe in naglušne. Izredno zanimivo in koristno predavanje, s katerim je ponovno poudarila, da je razvoj tehnologije prinesel veliko dobrih novitet za gluhe in naglušne pri medsebojnem informiranju in komuniciranju. Tudi na zvezi beležimo, da je najbolj učinkovito medsebojno komuniciranje zelo gledana in priljubljena Facebook stran zveze. Vabljeni k ogledu in prijavi. Fakulteta za družbene vede odpira vrata znakovnemu jeziku gluhih. V sklopu praktikuma na Fakulteti za družbene vede se organizira predstavitev pomena znakovnega jezika in ustvarjajo se prvi učni primeri učenja in predstavitve znakovnega jezika tudi med študenti in profesorji te fakultete. Mestna knjižnica Ljubljana odprla vrata tolmačem za slovenski znakovni jezik. Vedno bolj se prepoznava pomen pisane besede tudi za gluhe in naglušne. Številna predavanja in predstavitve so namenjene tudi gluhim in naglušnim, saj svoje prostore opremljajo z indukcijsko zanko in nekatere predstavitve namenijo posebej gluhim osebam ter poskrbijo za tolmačenje v znakovni jezik. Več informacij si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh. Muzej novejše zgodovine Slovenije prijazen tudi do gluhih in naglušnih. Noviteta v slovenskem prostoru je samo vodenje razstave v znakovnem jeziku. Do sedaj so številne kulturne ustanove pripravljale predstavitve s tolmačem, tokrat pa se je muzej odločil pripraviti vodenje v znakovnem jeziku z gluho osebo oziroma osebo, ki obvlada znakovni jezik. Razstava 1001 izum, odkritja zlate dobe islamske civilizacije tudi v znakovnem jeziku. Organizatorji razstave, ki je v prostorih gospodarskega razstavišča, so se odločili, da gluhim in naglušnim osebam ponudijo cenejše vstopnice ter ob organizirani skupini tudi vodenje s tolmačem. Gre za eno največjih svetovnih razstav, ki po svetu beleži izredno velik interes, zato nas zelo veseli dobro sodelovanje gospodarskega razstavišča in zveze. Opera Balet Maribor dostopen za gluhe in naglušne. Osrednji kulturni hram štajerske prestolnice je opremljen z indukcijsko zanko. Kar pa nas izredno veseli, je dejstvo, da so nekatere predstave v tej ustanovi opremljene z nadnapisi. Knjižnica Domžale opremila prostore z indukcijsko zanko. Dobro dolgoletno sodelovanje s knjižnico Domžale je prineslo koristno pridobitev za uporabnike slušnih aparatov. Osrednji predstavitveni prostor knjižnice, kjer se odvijajo različna predavanja in predstavitve, je opremljen s slušno zanko, kar bo v veliki meri olajšalo spremljanje predstavitev tudi za osebe s slušnim aparatom. Vse predstavitve so objavljene na njihovi spletni strani, kjer lahko dobite še več informacij. Konferenca Dostopnost do kulturne dediščine v muzejih in galerijah.
Glavni namen konference je bila predstavitev teoretskih izhodišč in primerov dobre prakse pri zagotavljanju dostopnosti do kulturne dediščine v muzejih in galerijah. Zagotavljanje dostopnosti do kulturne dediščine vsem družbenim skupinam, še posebej tistim, ki so bile v preteklosti v muzejih in galerijah prezrte, je ena izmed temeljnih paradigem sodobnega muzejskega delovanja. Poleg omogočanja fizične dostopnosti do muzejskih zbirk in načrtovanja dostopnih dejavnosti se želi izpostaviti tudi soustvarjanje muzejskih vsebin v sodelovanju s pripadniki različnih družbenih skupin, s čimer se enakopravno sooblikuje kulturno dediščino. Pomemben vidik dostopnosti kulturne dediščine je tudi vzpostavitev muzejev in galerij, v katerih se predstavljata preteklost in kulturna dejavnost družbenih skupin, ki so jih družbeni diskurzi moči preprosto prezrli. Gluhim in naglušnim so bila vrata številnih kulturnih hramov zaprta. Veseli nas, da je Tone Petrič s strani zveze aktivno s prispevkom sodeloval na omenjenem posvetu in osvetlil izzive gluhih in naglušnih pri tej dostopnosti. Spletna stran Dostopno na RTV Slovenija. Vedno več vsebin je prilagojenih v znakovni jezik. Na spletni strani rtvslo.si/dostopno si lahko ogledate, kaj vse skupaj soustvarjamo in ponujamo javnosti. Dobro sodelovanje RTV Slovenije in zveze se bo nadaljevalo tudi v letu 2015, v katerem planiramo kar nekaj novitet. Finančna uprava Republike Slovenije prilagodila spletne strani tudi gluhim in naglušnim. Gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, osebe z disleksijo in ostale ranljive skupine od sedaj dalje laže spremljajo davčne, carinske in ostale tematike Finančne uprave Republike Slovenije. V Finančni upravi veliko pozornost namenjajo informiranju davčnih zavezancev. Zavedajo se, da lahko ti izpolnjujejo svoje obveznosti in izkoristijo pravice, le če so z njimi seznanjeni in če jih razumejo. V sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter z Nasveti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije so prilagodili spletne strani www.fu.gov.si, tako da jih bodo odslej laže spremljali gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in osebe z disleksijo. Gluhi in slepi lahko odslej vsebine Finančne uprave spremljajo tudi v znakovnem jeziku in zvoku. V ta namen je na enem mestu objavljenih 30 najbolj tipičnih življenjskih dogodkov, s katerimi se srečujejo posamezniki. Petdeset polnih štipendij za invalide. V društva smo posredovali dopis mednarodne akreditirane poslovne šole, ki je ponudila 50 polnih štipendij v višini 10.000 evrov za dokončanje študija invalidov. Tovrstne aktivnosti kažejo na to, da se podpira in sofinancira izobraževanje invalidov. Velika želja zveze je tudi to, da se izobrazi čim več gluhih in naglušnih, ki se v času študija soočajo z velikimi izzivi. Državna proslava ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne, tolmačena v slovenski znakovni jezik. Na RTV Slovenija so predvajali posnetek prireditve ob prenosu državne proslave s tolmačem za slovenski znakovni jezik z malo manj kot 2-urnim zamikom.
Sodelovanje Ministrstva za kulturo in RTV Slovenija je na podlagi številnih pozivov Zveze in Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik obrodilo prve konkretne sadove. S temi pozivi bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Svetovni dan smeha tudi za gluhe in naglušne. Svetovni dan smeha obeležujemo od leta 1996 vsako prvo nedeljo v maju. Na ta dan se že vrsto let pripravlja posebno praznovanje tudi v Sloveniji. Dogodek, namenjen promociji smeha in smejalne terapije, že tradicionalno organizirata Mednarodni inštitut za smeh Maribor in skupek Modroaktivnih Koper. Ta pomemben dan smo praznovali v nedeljo 3. maja 2015 na Ukmarjevem trgu v Kopru. Posebnost letošnjega dogodka, ki ga po naših informacijah niso izpeljali še nikjer na svetu, je bila v tem, da je bilo celotno dogajanje tolmačeno v slovenski znakovni jezik. To je omogočila Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je bila ena od sodelujočih organizacij v projektu. Prav zato so pripravili program, v katerem so skozi smeh, ples, pantomimo in ostale zabavne aktivnosti združili ljudi različnih starosti, ki se soočajo z različnimi težavami, ter pokazali, da s smehom premikamo meje in tkemo nove vezi tudi skupaj z vsemi, ki imajo v življenju morda manj priložnosti. Na prireditvi sta sodelovala Ivan Vačovnik in Janko Marinček, ki sta s pantomimo in znakovnim jezikom zabavala vse prisotne. Kreativno otroško mesto Minicity Ljubljana v BTC-ju prijazno za gluhe in naglušne. Vedno več organizacij po Sloveniji prepoznava potrebo po posebni skrbi za različne vrste invalidnosti, tudi za gluhe in naglušne. Minicity ponuja številne programe za otroke, med njimi tudi posebne prilagoditve za gluhe in naglušne, saj so kadri usposobljeni v znanju osnovnih kretenj in sporazumevanju z gluhimi in naglušnimi. 18. zimske olimpijske igre gluhih Deaflympics Khanty-Mansijsk 2015. Iger se je udeležilo 692 športnikov, trenerjev ter spremljevalnega osebja iz 27 držav celega sveta. Slovenija se je udeležila zimskih olimpijskih iger z odpravo, ki so jo sestavljali Anja Drev, tekmovalka, Drago Drev, trener, Rok Tomažič, pomočnik trenerja, Sabina Hmelina, delegatka na ICSD kongresu. ICSD je Mednarodni komite za šport gluhih, Sonja Drev, spremljevalka, Anjina mama in Anton Petrič kot vodja odprave, obenem tudi delegat na kongresu ICSD-ja. Anja Drev je članica smučarskega kluba GSK Mozirje in več let trenira pod vodstvom Draga Dreva, v zadnjih mesecih pa se jima je pridružil še Rok Tomažič, ki skrbi za tehnično pripravljenost in analizo treningov. Zadnjo medaljo na zimskih olimpijskih igrah gluhih je osvojila Sabina Hmelina, ko je bila srebrna v paralelnem slalomu v Sundsvallu leta 2003. Obširno so podana poročila o tem največjem športnem dogodku gluhih na svetu, ki je bil tudi za nas zelo velik zalogaj. Ponovno je treba poudariti velik uspeh še ne 18-letne Anje, ki je osvojila bronasto medaljo v smuku. Zaradi bolezni je izostala iz drugih disciplin, kjer bi zdrava lahko posegla po dobrih rezultatih. Zagotovo je to velika spodbuda za naprej. Čestitamo Anji in celotni ekipi.
Marino Kegl dosegel največji uspeh v konkurenci slišečih? V Krškem je od 18. do 20. aprila 2015 potekal članski turnir v tenisu. Gluhi teniški igralec Marino Kegl, ŽTK Maribor, je z uvrstitvijo v polfinale dosegel največji uspeh v članski kategoriji slišečih teniških igralcev. V prvem kolu je bil prost, v drugem kolu je premagal Gregorja Breskvarja, TA Breskvar, s 5:7, 6:1, 6:0. V četrtfinalu je bil s 6:4 in 6:3 boljši od Tina Kovačiča, ŽTK Maribor, v polfinalu pa je po dobri igri izgubil proti Gregi Bohu, Max Ljubljana, s 3:6 in 3:6. Marinu iskreno čestitamo in mu želimo, da bo na prihajajočem Tennis Open Slovenija 2015 v Portorožu ponosno nosil barve slovenske reprezentance. Izjava Svetovne zveze gluhih in Svetovnega združenja tolmačev znakovnega jezika. Organizaciji z izjavo spodbujata pravice gluhih do enakopravnega vključevanja v družbo v času naravnih nesreč ali drugih izrednih razmer ter pravico prostega dostopa do komunikacijskih sredstev. Izjava je podana tudi v medijih zveze, ki je že v letu 2014 z Uradom za zaščito in reševanje začela delati na tem področju, in sicer v zvezi s požari ter dostopnostjo do klicnih centrov ter nujne številke. Predstavitve tehničnih pripomočkov v sodelovanju s Karitasom in skupino starejših. Nadaljujemo z različnimi predstavitvami storitev Svetovalnega centra zveze in tehničnih pripomočkov po Sloveniji. Na nas se obračajo domovi za starejše, skupine starejših v različnih organizacijah, pa tudi predstavniki Karitasa za predstavitve in spoznavanje tehničnih pripomočkov in pravic, ki jih imajo osebe s slušnim aparatom. Prispevki spletne TV za gluhe in naglušne že na 10 lokalnih televizijah. 10. lokalna televizija, ki v svojem programu predstavlja naše prispevke, je TV Celje. Z 10 lokalnimi televizijami smo praktično prisotni po vsej Sloveniji, tako na nacionalni kot tudi regionalni ravni. S tem si močno širimo gledanost in pozitivno vplivamo na najširšo možno javnost.